Aleksandra Bohorč, in sicer z tematiko, zelo perečo tematiko, kako prepoznati prikritega narcisa. To predavanje bo kar že malo forenzično, kriminalistično. Pristop do prepoznavanja narcističnih osebnosti je danes prava znanost postala, ker so postali tako sofisticirani. Pogovarjali se bomo v tem njenem smislu interdisciplinarnega okvirja, ki ga je sama izkušala v življenju, ampak o tem vam bo več povedala sama. Vi pa lahko to prenesete v domače okolje, šolsko okolje, znanstveno okolje. Če vam je to premalo, lahko pa seveda kupite tudi pri njej knjigo, ki pa jo imate tudi za naročilo v našem elektronski pošti, za tiste, ki bi želeli vedeti več. No, pozdrav vsem in še enkrat hvala lepa za povabilo. Med vami se res dobro počutim, ker pri vas se povejo tudi stvari, ki se drugače v družbi ne povejo. Tako da jaz sem se za današnjo temo odločila na podlagi komentarjev ljudi, ker vsakega zanima, kako pa zares prepoznati narcisa, čeprav moja cela knjiga govori predvsem sicer o prikritem narcisu in o razliki med prikritim in odkritim in vsemi drugimi mešanicami. Tako da predno pa gremo na temo, bi pa se rada zahvalila za vse odzive na mojo knjigo in na naše zadnje druženje, ki smo ga imeli, in vse povratne informacije, ki sem jih dobila, vsa osebna sporočila in izpovedi vaše. Ja, ti ljudje delajo grozljiva dejanja. In želim ob tej priliki izreči sožalje vsem, ki izgubljate otroke, ki izgubljate bližnje zaradi teh ljudi. Jaz sem bila priča takim dejanjem in jaz sem na koncu celo uspela mami reči, no, pa ti je le uspelo. Tako da veliko vas je reklo, da vam dajem upanje, da je izhod iz tega in da ste se začeli ob branju moje knjige dejansko spreminjati in gledati vase. Meni to pomeni vse na svetu. Ja, je upanje in le pogumno stopamo po tej poti. Jaz nagovarjam vse, ki zmorete pristnega, srčnega, iskrenega pogleda vase in ki imate ta notranji poriv, da začnemo hoditi v drugo smer, kot hodi družba. Vemo, da če želimo drugačne rezultate, kot so v družbi, je treba narediti nekaj drugačnega. In upajmo si biti drugačni. Če gre družba navzven, če v družbi pomeni vse denar, dajmo biti drugačni, pejmo navznoter. Jaz sem bila že kot mala drugačna. Bila sem črna očka kot mala, bila sem črna očka kot velika. Nikamor nisem spadala, pa povsod sem spadala. Dobivala sem čudne komentarje, ker je bilo videti navzven, nisem nekako skladali s tem, kar sem imela navznoter, ampak od tega čutenja, kar sem imela znotraj, jaz nisem mogla odstopati. In danes vem, da stopam po pravi poti, po moji poti, da me od tega nihče več ne more obrniti. Zaradi svojih lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila s to potjo. In ta mir in to zavedanje, ki pride s to potjo, je neprecenljivo. Zato vabim vse, ki si drznete, ki ste drzni, ki si upate, gremo skupaj. In za vsem tem, kar govorim, 100% stojim. Jaz za to živim in zato sem pripravljena narediti vse in sem tudi naredila vse. V družbi se pač o nekaterih stvareh ne govori. Ne govori se o notranji bolečini, ne govori se o trpljenju, ne govori se o težavah v odnosih. Vsi znani so srečno poročeni, imamo status in če si želiš biti sprejet v družbi, moraš pač biti takšen kot vsi ostali. Moraš biti zid, moraš biti brez čustev, gledati na denar, imeti profit in to za vsako ceno. In vsem tistim, ki ste se mi javili, vam povem, da vsi tisti, ki si dovolite čutiti notranji prostor, pa biti sočutni do drugega človeka, res iz srca, ki imate težave in si to tudi priznate, ki imate notranjo bolečino, da ste normalni. Veliko vam je vas je rekel, evo, zdaj se pa počutim normalno. Ja, smo normalni. In veste kaj, živimo v družbi polarnosti. In današnja družba se ozira samo navzven. In Bog nam je dal užitek, da gremo stran od njega. In dal nam je bolečino, da gremo lahko nazaj k sebi. Ker drugače vidimo, kam pride družba. Dana nam je priložnost, da pridemo do sebe. In jaz v bistvu, ja, bomo govorili o narcisih, kaj delajo, kaj se dogaja, ampak dala bi predvsem fokus na nas, ne na narcistično osebnostno motnjo. Ne dajemo jim energije. Kamor gre energija, tam se manifestira. Tam je manifestacija.
Zato bi jaz dajala fokus rajši na nas. Zaradi tega, ker ko roža ne dobi vode, pač uvene. Okay? In ko ti ljudje ne bojo dobili več resursov, ki jim jih zaenkrat še dajemo, pač, no, vemo, kaj se bo zgodilo. Okay, rabimo pa znanje, rabimo modrost, rabimo pogum iti vase. Zakaj? Ker ko gremo vase, boli. In kar pravijo, in še zelo dobro drži, reši sebe in rešil bo svet. Bodimo zgled mi sami sabo. To je izhod iz družbe. In pri vsem tem, kar delajo narcisi, kar ti je težko, poglej vase, kakšne norosti delaš sam. Gremo v odnos narcis-empate. Skratka, nazadnje smo govorili, jaz v svoji knjigi nekako ločujem narcisa, empata. Skratka, en je šel v levo stran, drugi je šel v desno stran. Vsak človek je razvil mehanizem preživetja. Smo v družbi, kjer obstaja zelo veliko nezavedanja. In zdaj čisto na kratko, empat smo rekli, postal je čuten, da se je lahko obvaroval pred nevarnostjo. S čutenjem se je bojeval za preživetje in obstoj. Bil na nenehni preži pred ponovno travmo in čuječ, prigodljiv, ampak s tem je travme tlačil in se na določen način zelo velike senzitivnosti začel spoprijemati z življenjem. Jaz sem šla v te skrajnosti, da ko sem odraščala, sem prišla v stanovanje domov in sem po ozračju vedela, kakšno je stanje doma. Po ozračju sem vedela. Do take skrajnosti lahko grejo naši vzorci. In če s takimi stvarmi ne veš, kaj delati, če te vzorec vodi v življenju, ja, Bog ti pomagaj, veliko bolečine, ne veš, kaj narediti sam s sabo. Lahko pa z zavedanjem postaneš super empat. Veš, kaj narediti, veš, kako reagirati v situaciji. Narcis je šel v drugo skrajnost. Njemu ni bilo treba čutiti, on je dobil vso pozornost in danes svet izpolnjuje izključno njegovo praznino. Vse okrog sebe vidi kot svoj resurs. Govorimo o skrajni narcistični motnji. Sem vam pa zadnjič govorila, da vsak se najde na tem mehanizmu, levo, desno, vmes se pa najdemo vsi. In zadnjič sem rekla, da srečati se moramo nekje na sredini. Zdaj, kaj pa to pomeni? Mogoče samo, da se tule majčkeno ustavimo, kaj to pomeni srečati se na sredini. Vsi smo naredili mehanizme preživetja in umske strukture, s katerimi živimo. Danes ni več srčnosti, danes živimo z umom. Te umske strukture je danes treba začeti raztapljati in priti do svojega centra, v svoje srce. Narcis malo težji, ker kakor vemo, danes gleda, da nimajo srca, dejansko počnejo zelo grozljive stvari. Vendar dajmo mi pogledati, kaj mi počnemo na drugi strani, ker se pač z njimi ne soočamo na pravi način. Kot sem prej rekla, ne dajajmo jim energije. Jaz sem preko tega procesa razvila nek tako imenovan narcisometer, jaz rečem, kar je zelo težko definirati. To je neka vrsta intuicije. Jaz zaznavam te ljudi preko svojih telesnih reakcij. Ker namreč prepoznavanje poteka izključno z izkušnjami in zavedanjem. Se pravi, rabiš neko določeno število ponovitev in pa veliko mero zavedanja in življenje v svojem srcu. Skratka, ko ti lahko obiščeš sebe znotraj, najdeš svoj mir, imaš nek čisti notranji prostor, potem lahko te stvari tudi zaznavaš. Zato bi tukaj ob tej temi poudarila, ko me sprašujete, kako pa zares takoj prepoznati narcisa. Ta zadeva prvič ni tako enoznačna, drugo je pa, da kot duše na tej zemlji, na tem planetu, rabimo izkušnje. In če ga takoj pač ne prepoznate, po teh točkah, ki bomo šli skozi, je pač tudi prav tako, ker rabimo izkušnje. In rabimo iti iz kroga v krog in nekako v upanju, da nekoč ta krog zaključimo. Gremo pogledati neke osnovne stvari, ko srečaš narcisa. Zdaj te stvari res lahko preslikate privatno, poslovno, prijateljsko, kakorkoli, ampak jaz se precej dotikam bolj intimnih razmerij, ker se tukaj dejansko v intimi smo enostavno drugačni.
okay, se sprostimo, kaj več si upamo in tukaj zelo veliko stvari ven skače. En pokazatelj so oči. Odkriti narcis te velikokrat ne more niti pogledati v oči. In ko se z njim pogovarjaš, bodite pozorni, kako premika oči, ali te sploh pogleda, ali gleda drugam, ker v očeh se izraža naša duša. Prikriti narcis sicer te lahko gleda v oči, ampak njegove oči so nekako, niso prisotne, ni neke topline in čutiš pač neko prikrivanje, neko manipulacijo. Ampak za to stvar rabiš biti izredno prisoten v svojem srcu. Druga stvar je fokus. Če človek na kavi nima fokusa, ni dialoga, obrača teme nase, in potem reče, ne, si jaz pač tak sem, jaz sem zelo energičen, jaz sem hiperaktiven. Ja, ne. Ljudje smo tukaj, da imamo dialoge, da se slišimo in da se pogovarjamo, ne da imamo monologe. Ja? Zdaj, lahko pa gre tudi v drugo skrajnost, ker nekateri lahko ta svoj nemir, ki ga imajo noter, zelo uspešno tolerirajo in kontrolirajo. Lahko te posluša, zelo pozorno zgleda, da te posluša, in te potem izobrazi na tvojo temo. Skratka, te vpraša, kaj počneš v življenju in poveš, jaz sem po izobrazbi to pa to, jaz sem specializiran za to pa to, in potem, ko končaš, te izobrazi v tem tvojem področju. In ti si rečeš, prav, okej. No, jaz v zadnjem času mene kar nekaj ljudi izobraža o narcizmu, ne da bi jaz to želela, niti pogovor ne poteka v to smer, no, ampak prikriti narcis večinoma te posluša in te začne posnemati. Tudi jaz sem tak. Zadnjič smo govorili o duši dvojčici, kako sva si midva podobna, kaj naredi s tem, da pridobi tvoje zaupanje. In če to reče takrat, ko ti ne vidiš povezave v dialogu, alarm, to je namen manipulacije, da dobi, kar želi, potem svoj plen zavrže, mislim, kot žival. To je velik alarm. Potem ena taka stvar, ki sem jo tudi odkrila, ti ljudje so izredno tekmovalni, prikriti, odkriti, izredno tekmovalni. Jaz samo jaz in jaz sem pač definitivno boljši kot ti. In ko v pogovoru zaslediš neko tekmovalnost, kar je sicer precej težko zaslediti, ker rečeš, na primer, ga poslušaš, kaj govori in rečeš, jaz sem si pa vedno tudi želela biti takšna, tako dobra v tem, pa nikoli nisem tega zmogla. In ti reče, a zdaj bova pa tekmovala, ali kaj? In ti rečeš, prosim? A zdaj bova pa tekmovala, kdo je boljši? Ok, to je velik znak. Ko ti dobiš velike oči, ko to ne izhaja iz tvojega pogovora s človekom, je to velik alarm za tvoj odhod. Odkriti, prikriti, oba zelo veliko sprašujeta o tebi. Zakaj? Ker želita zvedeti vse, da bosta našla tehnike prilagojene tebi za manipulacijo. Kaj čutiš pri spraševanju o tebi? Če si zelo pozoren, če si v sebi, lahko čutiš nasilje, trenje, ostrino, ker to lahko izgleda tudi tako, ko ti govoriš, je kaj pa to, je kaj pa ono, je kaj pa tretje, okej? In čutiš nekaj, kar ti ni okej. Laži je na začetku zelo težko zaznati, vendar tukaj obstaja mimika obraza. Vsak razvije neko mimiko, pa je lahko še toliko izučen, okej? Lahko tudi, na primer, ne premika oči, tudi to je mimika obraza. Okay? In čutiš, da pač nekaj ni v redu, čutiš, da je nekaj v zraku, da začnete nekaj stiskati v želodcu, pogovori so zmedeni, slišiš samo neke izgovore čudne. Okay? Predvsem je veliko obljub in pravljic, kaj vse ti bo prinesel, kako je on dober, od tega pa nič ni. In zelo dober pokazatelj je pri prvih srečanjih s temi ljudmi, daj povej mi svojo zgodbo in potem ste tiho in čakaš, kaj bo povedal. Večinoma gre
večinoma krat gre v smer, vse je super, vse je the best, in vse je ok, in skratka jaz in sploh, in predvsem velikokrat hiperaktivnost pri teh ljudeh. No, potem je tukaj ena stvar, ki sem rekla, da pač ne želim spustiti, kar se sicer ne odraža v poslovnem svetu, vendar, če človek pri 50 letih živi pri mami, beži, ja, beži. Mama je bolna in moram pomagati, beži. Mama ne zmore tega, beži. Okay? Imam svoj vhod v hiši, beži. Svoj vhod ima svoje percepcije. Percepcija svojega vhoda je lahko, imam svojo sobo, kar lahko ugotoviš po 3 mesecih, ko je že prepozno, ko si ti pečen, ko si ti v svojih vzorcih, ko ti človeka ljubiš. In potem, ko te pripelje, ko ti vidiš, se rečeš, ok, pa se je skupno gospodinjstvo, pa se je skupna dnevna soba, pa se je skupno gledanje televizije, in to je svoj vhod. Ok, ker ti ljudje, se bomo videli potem v nadaljevanju, mislim, govorijo take nebuloze, jaz mislim, res danes se smejim na vse te zgodbe, ki so res fenomenalne. Zdaj, kar jaz čutim pri teh ljudeh, ti ljudje so popolnoma v svojem umu, v svojih strukturah in v svojih predstavah, kaj hočejo, kaj so, in v tej energiji lahko čutiš nek zid. Če si v sebi, seveda, ok, o tem tudi govorim v knjigi. Skratka, na prvem zmenku v stiku s človekom lahko opaziš zelo lahko, da nekaj ne teče, nekaj se zatika, nisi popolnoma sproščen in ni pravega dialoga. To je zelo velik znak že. Glejte, samo rečete si, jaz se ne počutim dobro s tem človekom. Je pa težko pri empatu, ker smo polni nekih dvomov vedno. In če zadevo pustiš, da teče en teden, po sporočilih in komunikaciji izveš vse. Okay? Če si pač ne zmoreš, če ne veš, ker se seveda tudi ni dobro nekako soditi človeka, mogoče si imel ti slab dan, si rečeš, ok, pusti en teden. In glej oddaleč, če le lahko. Ne? In pri prikritem narcisu boš zelo jasno videl osladnost, prijaznost, ugaja, darila, samo ti, greva skupaj živeti. Vendar vidiš, da te pri vsem tem začne zelo jasno izobraževati, ker on ti pomaga, on ti hoče dobro in on ti bo povedal o tvojem poklicu, kako moraš ti izvajati svoj poklic. Ne glede na to, kaj je on, ali je on avtomehanik in si ti kemik, on ve o tvojem poklicu več kot ti. In to se zelo dobro vidi noter, ja? Izvaja zelo velik mirroring, se pravi pač tvoja duša dvojčica in na to temo zelo veliko dela. Naprimer, jaz sem, niti ni tako dolgo tega nazaj, no, seveda sem govorila, pač, ja, imam pač svojo spletno trgovino, imam noter odlične pripravke za osebno rast, za pot do srca, pot do sebe, to so drevesa in drevesni pripravki. In ko vidiš, da on dejansko, če si pozoren, če nisi tako pozoren na svojo zgodbo, ampak si prisoten v trenutku, vidiš, da te on, mislim, zgleda, kot da te ne sliši. Ne sliši te. In ko ti končaš, ti bo on povedal, kaj so to drevesa. Okay? In potem, naslednji dan ti bo poslal temo na to, ki ti bo povedal, kako moraš ravnati, pa kaj so drevesa, pa kako imajo čustva in tako naprej. Skratka, ni pogovor, ampak je lekcija. Te stvari se čutijo v želodcu. Odkriti so precej bolj redkobesedni, v sporočilih čutiš zid, ni nobenih čustev, ni iskrenosti, vse je površinsko, ker on ni hiter z ženskami. On rabi čas in je pač zadržan. To je čista laž. Okay? Če si ti pristen, če nimaš kaj za skrivati, ti stvari poveš na glas. In ti ljudje čutijo, ko ti pač izustiš potem nekaj, ker ti nekaj seveda ne paše, oni čutijo napad, ker seveda mora biti vse po njihovo in potem ti dajo tiho mašo, okay? Potem sledijo kazni, okay? Ne bom se ti javil 2 dni. Okay? Po takšnih sporočilih tudi si ti prazen, okay? Ker nekaj dejansko vleče z tebe. In iz tega ven tudi nekako
ne vem, ne počutiš se dobro, no, enostavno se ne počutiš dobro in to naj vam bo glavni pokazatelj, ob katerem človeku se počutiš dobro. Sledijo nebulozni izgovori k tvojim vprašanjem, ker seveda začneš potem nergati, ker te se ne počutiš v redu in bi želel pač drugačno razpoloženje. Veste, veš, srčno sporočilo je pa zelo intimno, zato rabi čas in pač bo to zato poskrbel za vikend, ne. Mislim, apostola ti pa ni bila intima, mislim, če gremo do skrajnosti. Zdaj, v enem tednu si lahko tudi v bistvu že pečen, a ne. V enem tednu gre lahko zadeva tudi že daleč. Problem je predvsem, ko se vidiš s človekom v živo. V živo ti ljudje nekaj potegnejo iz tebe. Ker dokler ti res ne moreš biti toliko v sebi, ker ne veš, kakšne travme imaš za sabo, ne veš, zakaj tako reagiraš, ne veš, zakaj si v bistvu tako dober, ne vem, do vseh ljudi, a ne, in ne prepoznavaš tisto, mislim, komu je treba tudi reči, ne v obraz takoj, mislim, lej, ne, in tudi malo bolj odločno, ne. In je fino te stvari gledati z distance, ker namreč vidiš dvojnost. Če si pozoren, vidiš dvojnost. Ko te vidi, on ti je zelo naklonjen, joj, kako si fajn tukaj, kako se dobro počutim, kako sva si podobna. Vendar, ko greš narazen, on gre pa svoje. Tebe ni več, ti si na ignor. Ali pa še huje, ne? Te kam povabi in pred tabo flirta z drugimi, v prvem tednu, okej? On ti pokaže svojo dominantnost, da si ti pač samo ena izmed mnogih, ne? Kar sicer potem, ko te povabi naprej na kavo, a ne, ti narobe vidiš, mislim, ona je prijateljica, pa ona je tudi lej pijana, jaz si moram pomagati, okej? In ti dobivaš izključno mešane signale, okej? In to jim je v bistvu cilj, da te nekako, ne vem, razkosajo na pol, če ti seveda tega ne vidiš in dovoliš. Okej, in to v bistvu je neverjetno, kako se ženske, jaz govorim zdaj pač, daj preslikite moški na nasprotni spol, prosim, no. Neverjetno, kako se ženske limajo na take moške. Mislim, jaz, ko to vidim, mislim, meni je to nekaj neverjetnega, okej. On naredi vse, on mora biti občudovan za vsako ceno. Okej, on si da masko, jaz sem veseljak, jaz sem vedno vesel in zabava vse ljudi okrog in ženske padajo na neko karizmo, ne vem, teh ljudeh se očitno počutijo, ne vem, varne, jaz ne vem kaj. V tem sledi, ti si ena in edina, pa kaj naj še naredim zate, da boš srečna, kaj se na glavo postavim. Pa tebi ni nič jasno, ne, potem le mogoče končno izsiliš iz njega, pa kaj bi pravzaprav rad, ker je skozi tisto, bi, ne bi, a ne, bi, ne bi. In potem, ko ti reče, ja, bil bi s tabo, ne, pa rečeš potem, ja, pa saj ti si poročen. Ne, joj, kako si nepotrpežljiva, jaz rabim čas. Mislim, okej. Pri prikritem narcisu je to, gre malo v drugo smer, no, dajva živeti skupaj. Mislim, dajva delati vse skupaj in dajva kar takoj živeti skupaj, ne, in takoj poroka. Ali pa neko, ker se mi zdi, kot da rabijo malo več nekega, ne vem, stika, samo v drugačnem smislu prestrašeni. Skupno jim je vsem, nanj se ne moreš zanesti. In to pa vidiš v prvem tednu zelo lahko, ker ko se zmeniš, on zamudi, ne naredi, kar reče, pa to so zelo take male stvari lahko, okej, pač ne vem, bom ti poslal sporočilo, pa ga ne, okej, bodi pozoren na te stvari, vedno je nekdo drug kriv, joj, pa nisem zmogel, ker je on prišel, pa mislim, čakajte malo, no, če vam je nekdo pomemben, če vam je nekdo prioriteta, mislim, seveda se bo potrudil za vas in tega pač ne bo, če pa bo, se ti bo opravičil, preden boš ti rekel, lej, nisi tega naredil, ja? In če ti taka dejanja pustiš malo dlje, malo preveč, iz tebe pride bes, jeza in bolečina in potem veš, da, poberi se. Velja osnovno pravilo, skratka, če se ne počutiš v redu, izberi drugo osebo. Jaz se pri teh ljudeh dejansko začnem tresti. In jaz včasih se tresem po cel dan. In pa če rečem, okej, tega človeka pač nekaj je narobe, jaz niti ne rabim več vedeti, zakaj, ker ponavadi je pri empatu oziroma pri drugi polovici, no,
problem ta, da rabimo vedeti, zakaj, rabiš vedeti, ker skozi gledaš, mogoče pa nekje narobe z mano. Ja, ne, ni. Mislim, ja, je narobe, pač poglej svoje travme, ampak jaz, ker sem nekako šiftala iz kroga v krog, a ne, in sem rekla, zdaj pa te napake več ne bom ponavljala, pa sem spet naredila napako, ne. Pač potem se začneš obsojati, a ne, in vedno sem si rekla potem na koncu, ko sem prišla do spoznanja, pa saj v bistvu vse, kar bi morala narediti, je iti. In sem rekla, no, naslednjič, ne. No, ne, pa sem se spet valjala 1 leto. Tak človek te pusti praznega, stvari ostajajo v zraku in nikoli ne veš, pri čem si. Ti si utrujen, ker dejansko vleče iz tebe vso energijo, vleče iz tebe pozornost in potem, ko še pride bes iz tebe, potem pa si zmagal. Lahko vidiš tudi potem, na primer, ko nekaj prosiš, on reče ne. Ali pa v bistvu v tišini odide. Ti, na primer, bi se rad, ne dobiš nekega odgovora ali pa kakorkoli se ne počutiš v redu. Rečeš, lepo, ne želim, da stvari ostajajo v zraku. A se lahko pomeniva, ne? In potem, ali človek odide, mislim, zdaj, če se to zgodi po 1 mesecu, po 3 mesecih, a ne, pri tebi tudi lahko solze pridejo, a ne? In potem človek v tvojih solzah, on odide in zapre vrata. Mislim, v tem primeru, dragi moji, samo tole, okej? Takole se je treba, a ne, postaviti roke, ja, navzkriž in gledati in si reči, morda ne veš, da ravno kar odhajaš iz mojega življenja. Ker pazi, ti ljudje se ne spreminjajo. Če je naredil to enkrat, bo tudi nič. On te je dejansko pustil. Pustil te tvoji bolečini, na tvojo prošnjo, na tvojo željo ni odgovoril. Mislim, kaj boš s takim človekom? Nima nobene empatije, briga ga zate, ja. Mislim, to niso načini delovanja nas ljudi, no. In če v odnosu tega pač ne zmoreš takoj videti, sledi dozorevanje videnja, ja. In potem naslednjih 3 mesecih, no, ker zelo jasno vidiš nek vzorec njegovega delovanja. Odkriti so precej bolj jasni v svojih dejanjih. Precej jasneje čutiš nek zid, grdobije, seveda zna biti tudi fizično nasilje in več takega bolj grobega nasilja čutiš. Ja, te stvari grejo lahko res do skrajnosti. Tukaj je ogromno laži, ne, na primer, ker želi biti tvoja dušica, tvoja duša dvojčica, on ne kadi, a ne, in slučajno potem enkrat, a ne, prideš malo prej na zmenk domov, kakorkoli, in ga nekaj časa ni iz kopalnice, ne, ker on si spira zobe, ne, in pride ven kot pepelnik, ne, in še on še vedno ni kadil, ne. Mislim, in potem reakcija je kakšna. Ja, tišina, on gre na drugo temo, kot da nič ni. Ne, in kakorkoli ti začneš nergati, mislim, gledajte, tukaj je kritična točka, ko ti začneš nergati, je konec, on je dobil svoje. In potem se začne dajanje levo, desno in ples tanga. No, zdaj pa, da se navežem na tisti, jaz imam svoj vhod pri mami, v hiši svoje mame imam svoj vhod. Ne, ker hoče pač biti zelo podoben tebi. Veš, jaz jem meso samo kdaj pa kdaj, res samo kdaj pa kdaj, zelo redko. In potem, ko ti imaš malo več interakcij, ti opaziš, da v bistvu ta meso je v bistvu vsak dan. In ne samo to, to meso je večkrat na dan. In potem ti le enkrat rečeš, ne, pa čakaj malo, pa kaj nisi ti rekel, da ješ meso samo vsake toliko? Ja, saj ga. Potem rečeš, ja, čakaj, ja pa kaj, danes salama zjutraj, pa salama zvečer. Ja, čakaj, mislim, salama pa ni meso. Ja, in to, kar jaz kuham doma, mislim, to ni meso, jaz samo tisto, kar jem v službi, pa še to vsake toliko vzamem od mesa. In potem ti začneš razlagati in ti verjameš, da bo on razumel in ti mu želiš dopovedati, kaj to pomeni, da ješ meso vsak dan. Mislim, čakajte malo, ne. On že zelo dobro razume, kaj dela in kaj pomeni jesti meso vsak dan. Okej, in gledajte, take nebuloze. Mislim, takih zgodb je malo morje, če ste malo pozorni, no. In potem
vidite se, pač ko njemu paše, a ne. Polno je obljub za jutri, izgovori, ki nikoli ne pridejo, za vse si kriv, ti seveda podtalno, če to vidiš. In ti, kaj iz tebe izvleče, ti dejansko skozi nekaj čakaš, da bo drugače, skozi čakaš, da bo boljš, ne delite si tega. Odkriti zelo vidno zna tlačiti dol človeka. Čutiš res neko nasilje, on mora imeti zadnjo besedo, on ponikne, da ti vedeti, da si ti nič, ampak prikriti zna biti pa fenomenalen. Ja? Prikriti načeloma niso tako inteligentni, niso tako karizmatični. Jaz sem videla kar nekaj primerov, no, dejansko imajo svoj način delovanja. In v neko tvojo navidezno varnost te vleče s pravljicami o prihodnosti. Zaradi tega, ker nima toliko inteligence in pač niti ni dejansko toliko uspešen, ker odkriti znajo biti zelo uspešni v svoji karieri in v službi, a ne. In pač tam ti začne obljubljati, ti boš imela svoje stanovanje in tako naprej. Prikriti pa ne, a ne, rabijo pa uporabljati druge tehnike. Predvsem se to vidi v nekem prikritem nasilju, ki izgleda kot milina, pasivnost, jaz sem tako dober do tebe, ne, ampak tebi skozi nekaj manjka. A ne? In ta jutri je zelo mogočen, no, pri obeh. In ti da zelo podtalno ti da vedeti, da ti nisi nič vreden. Naprimer, sicer pri stvareh, ki navzven ne izgledajo niti nič tako zelo hudega, ampak ti znotraj ostaješ pa res prazen, no. Naprimer, sta zmenjena, gresta, ne vem, na nek dogodek in pelje mimo tvojega bloka, pravi, te bom pobral, ampak te bom pobral na avtobusni postaji. In ti si rečeš, čakaj malo, pa si rečeš, pa sej, greš mimo bloka, greva v ono smer, ne, in potem le rečeš, pa kaj, tam lahko pa res, prostitutko lahko pobereš na avtobusni postaji, mene pa gentleman pobral mimo bloka, pa še gre mimo bloka. Ok, to so take res male stvari, ki ne izgledajo navzven nič, vendar ti da tako jasno vedeti, glej, no, boš pa šla do avtobusne postaje, ok? Ne, in vleče v bistvu iz tebe energijo s takimi res nebuloznimi stvarmi. No, zdaj pa zadnjič sem videla, da ste si zelo zapomnili te zgodbe, a ne. Skozi zgodbe si zelo radi, lažje si zapomnimo. Vedela eno zgodbo, kakšne nebuloze so to, ker dejansko gleda, na kak način bi lahko od tebe dobil pozornost. Ok, in pač neki od tebe. In ti rečejo, danes bom pa skuhal zelenjavno juho. Tebi je vedno lepo, ko ti nekaj reče. In vedno pričakuješ, da tokrat bo pa drugače. Ne, in ti dejansko dobiš servirano na mizo, se usedeš, in se dobro počutiš in se rečeš, kako lepo, ne, človek pač mi skuhal kosilo. No, in potem, dober tek, in vzameš žlico in ti pač nekaj čudnega, ne. No, in ker sva prejšnji dan imela zelo veliko nekega domačega grozdja, sva ga zmlela in sva ga pripravila, da ga bova imela za smutije. Na kar, meni klikerji zelo hitro delajo, no, jaz sem nek, ne vem, fenomen, ne vem, inteligence imam kar nekaj očitno, in mi klikerji in logika zelo hitro delajo, ne. In ne, najšeš žlico v usta, pa rečeš, čakaj malo, a si ti dal grozdje v zelenjavno juho? In potem ga pogledaš in potem od njega dobiš, če ste previdni v teh trenutkih, on čaka tvoj odziv. Nič drugega, tvoj odziv čaka. In potem seveda ga ti gledaš z očmi kot, what the... okay. In potem reče, ke ve, da nekaj mora narediti, nekaj mora reči, ne. Ja, sem že videl, pa je bilo prepozen. In tišina, nič drugega več. In potem je odvisno od tvojega razpoloženja, ne, če se dobro počutiš, ne, potem juho celo poješ in si rečeš s svojimi empatičnimi izmišljotinami, a ne, saj mogoče pa res ni videl, ampak glejte, stvar vam ne gre skupaj, ok, taka stvar ne gre skupaj, ok. In verjamem, da v takih trenutkih si tako šokiran, ne znaš reagirati, če zadeve ne poznaš. No, potem
ne vem, naslednji dan rečeš, ne, ok, bom naredila solato, oziroma rabim česen, paradižnik, pa rukolo, to bi jedla, a bi ti tudi? Ja, tudi. No, ampak iz tega nimam doma. Bom šel jaz v trgovino in si spet vesel, ker on bo naredil zate dobro delo in bo šel v trgovino. Ok, in pride nazaj in ti prenese čebulo, paradižnik, pa neko solato. In rečeš, ok, solata ok, paradižnik ok, ampak čebula? Ja, si rekla. Nisem rekla. Ne? In potem enkrat, dvakrat, trikrat že rečeš, ne, ok, sem se zmotila, ne vem, ampak ti je fejst čudo, ne, nisi se zmotila, nisi se zmotil. Te stvari niso na videz nič takega, no, ampak se take stvari zelo, zelo hitro začnejo dogajati, no. In pri odkritem zelo hitro pa lažje veš, koliko je ura, ker je vse nekako bolj grobo, pri prikritem je pa vse nekako, ne vem, ali bolj, ne vem, smešno, nebolozno, ne vem. In odkriti narcis ti zelo jasno pokaže in ti pove, da če ni po njegovo, bojoj, ok? To so zelo velikrat koleriki, tukaj so grožnje, tudi grožnje z oboji, ok? To so, si ti, kakorkoli, zadeva lahko gre zelo, zelo, zelo daleč. Ne vem, tudi, ne vem, najemodajalec, ne, imaš najemo stanovanje, dobivaš zelo jasno kontrolo, kakšne rože imaš na terasi, kak predpražnik imaš, ker to ni v redu, to on te bo izobrazil in niti te ne pusti do besede, pa strašno je sluzast, ker on bo te pomagal, on bo te povedal, ja, ok? In potem sledi izmišljevanje zgodb do neba. On v pol ure ti lahko zamenja na eno zgodbo, ti da 5 različnih izgovorov, ker ti je pač definitivno šlo nekaj narobe, veš, da ti je zaračunal precej višji strošek elektrike in potem, ja, je bila višja omrežnina, komu dokažeš, da to ne more biti? Ne, to so rekli naslednji mesec. Ne, to je v bistvu za spodnji 2 enoti posebej, in potem pride zgodba, kako je on ubogi, ker te vleče v drugo zgodbo, da boš ti to pozabil, kako je on vlekel kable, kako je bilo to drago, in kako se kabli zaračunavajo za zraven pri elektriki in se rečeš, pa kaj te ni sram, mislim, kaj te stvari lahko vidiš, ok? In dokler ti tega ne vidiš, ti kaj začne pa delati? On začne zagovarjati, ni to tako in ti začneš dokazovati, mislim, res smešno, in ta tango je res smešen, ok? Mislim, jaz se smejim nase in na svoje reakcije, kaj sem počela v življenju. In potem, ko temu človeku dokažeš z števcem, pokažeš na računu, številke, potem neka tišina, ker res ne more več. Mislim, ker ga res prbiješ na zid, tega pa nisem opazil. In gre, to je to, kaj da ni nič. Ampak, čez dva dni bo prišel in ti bo v bistvu zaračunal neko amortizacijo toplotne črpalke za celo leto za nazaj, ker te tukaj ne more okrog prinašati. Okay? In temu ni nikoli konca. S takim človekom ne moreš sobivati. To gre do policije, to gre do sodišč, sploh, če gre tukaj za neko družinsko zadevo, če so tukaj otroci pleteni, če gre tukaj za ločitvene postopke, mislim, to si cikcak si na sodišču, no. Zdaj, kar se poslovnega sveta tiče, ok, lahko povem krasen primer, ki se mi je zgodil. Kolega poveže 2 človeka in človek mi da vizitko, mi pa rabimo tak profil, ki ga imaš ti. Se slišiva, ok, pokličem naslednji teden, se ne javi, pokličem 2krat, se ne javi, pa reče kolega, ti je klical, pa ti ni se javil. Mu bom jaz rekel. Veš, je rekel, da nima časa, je rekel, da ga še enkrat poklič. In ti rečeš, ok, ne, in potem ga še enkrat pokličeš, itak se ne javi, da ga še enkrat poklič. Potem, ko ga pokličeš, se to on kar naenkrat ne spomni. On se te ne spomni, kdo si že ti? Poklopi telefon, ja? Ne glede na to, ali rabiš službo ali ne, poklopi telefon. Potem, naprimer, situacije z svojimi nadrejenimi, ti nekaj obljubi, pa tega ni. Ti dejansko, ti to rabiš, vem, vse je super, jaz ti bom to zrihtal, in potem ni en teden, ni 14 dni, pa rečeš, kako, nisi rekel, a ti niso zrihtali, pa sem jim rekel. Nič ni rekel, ja? Ker čez 3 tedne še vedno nič ni zrihtano, ok? In potem slišiš od drugih, da v bistvu rekel nasprotno, da tega ti ne smejo zrihtati, ok? In danes vemo, da je zelo veliko substanc pri ljudeh, takšnih in drugačnih,
alkohola, drog, trdih. Ja, in zelo jasno videti, lahko, če si malo pazljiv, no, ne vem, hiperaktivnost, ne vem, ni fokusa, mislim, zelo velika verjetnost, da je človek na substanci kakšni. Skratka, ogromno je tega, jutri nikoli ne pride. Glej, ti bom odgovoril za vikend, ker danes, mislim, res nimam časa, res sem zaposlen. Skratka, jaz sem tako pomemben, jaz sem šef, no, in jaz ti bom odgovoril za vikend. In ti te stvari tako jasno lahko res uvidiš, ko greš skozi svoje travme, ko lahko pogledaš vase in greš skozi svoje lastne bolečine, ko se začneš zavedati, da ti igraš, da ti plešeš tudi tango. In enostavno, kar je treba narediti, je treba izstopiti iz te igre, skratka, ne več plesati tanga. Lahko reči, zelo, zelo težje narediti. Jaz sem bila za te stvari pripravljena narediti vse, še danes sem. Ker ko začneš odkrivati ta notranji prostor, ki ti daje toliko miru, toliko nekih uvidov, toliko nekega zavedanja, od tega več ne odstopaš. Vendar do tega je pa rabiš priti, no, jaz sem za to delala res celo življenje. No, ti ljudje se ne spreminjajo. Ja, to moramo vedeti, se ne spreminjajo. Oni shiftajo, oni iščejo luknje, zanje je to igra v nedogled. V nedogled. Konec tedna, nimam časa se sfokusirati, da ti napišem eno srčno sporočilo, ti odgovorim, ker ne bi tako nestrpna, kaj on dobi v tem času. On dobi tvojo pozornost in dobi tvojo energijo. Zdaj, mogoče se to niti ne vidi toliko, mislim, vemo, no, da pač nismo samo to telo. Kar vse se dogaja na energetskem nivoju. In ti pač samo glej, kaj to naredi v tebi. V tebi sproži to bolečino, mislim, tudi je normalno, mislim, človek ne more tako delati s tabo in tebi sproža upanje kot empatu, tebi sproža veliko upanje, to je en velikih mehanizmov empata. In na čemu tudi empat pade, na njihovem obrazu lahko vidiš, pa karkoli počne, lahko vidiš ali zagrenjenost, sicer tudi, če ima brezizrazen obraz, ali veselo masko na sebi. Kot empat, če si res, če greš proti skrajnosti empata, ti te stvari vidiš in vidiš zadaj trpečo dušo. In kaj kot empat? Ja, jaz mu bom pa pomagal, ne padite na temo, to ni vaša stvar. Vaše je, da najdete sebe, reši sebe in rešil boš svet. Ti ljudje so na stara leta zelo, zelo ubogi. Ne, zelo, zelo ubogi, ostanejo sami, ostanejo pa žleht do konca. Ja, moja mami se je mene bala in zdaj, ko enkrat začneš videti skozi te ljudi in si upaš kaj narediti, reči, se te ti ljudje začnejo bati. Lahko predsednik države, on se te začne bati. In jaz sem videla pri moji mami, na smrtni postelji, ona je še zadnje besede, pa sem jo rihtala cele 3 mesece, ker nobenega ni imela, vsi so jo zapustili, zadnje besede je upirala proti meni. In potem takratni partner je te stvari še vrgel naprej po nekem času. Jaz sem takrat mislila, da mu bom dejansko oči skraspala ven iz jamic, ker ti reče, vidiš, koliko si vredna, ne, meni je rekla za pomoč, ne tebi. Mislim, to res niso ljudje, ki bi ti stali ob strani, sploh v takih ključnih situacijah, kot ti umre nek bližnji starš. Povsem povedanemu, pa tudi praktično vemo, da narcisi pomoči ne želijo. Oni si ne želijo, oni želijo tvojo pozornost, oni želijo od tebe neko energijo, neki, da so občudovani in pomoči ne želijo vase, se ne morejo obrniti, nočijo, ne želijo, se v bistvu vseeno, tega ne delajo. V mojem življenju tega ni naredil eden. Eden in sem imela opravka z naštetimi narcisi, takšnimi drugačnimi. Zdaj pa, kar bom povedala, se boste pa verjetno usedli tudi nazaj na stol, tako da ste pripravljeni. Pomoči ne želijo niti empati. Tudi empati želijo pozornost, tolažbo, ne da bi res kaj želeli spremeniti. Rabijo. Glejte, tukaj je današnja družba.
In zakaj to delamo, delate, delajo? Sprememba boli. Sprememba boli. Ko se naše travme začnejo topiti, te stvari bolijo. In potem se sicer najde kak pametnjakovič, ki mi je v življenju rekel, veš, ti si razvila tak vzorec, tebi gre vse preko bolečine, veš, to ni v redu, to moraš ti drugače, a ne. No, in si rečem, show me how, ti, ki nimaš nikoli bolečine, ki za to slišal nisi, sicer vsi okrog tebe trpijo, vendar ti zato nisi slišal. Okay? In potem vidiš, da tak človek, na primer, je imel posilstvo v otroštvu, ki veš, da na primer taka stvar ne more iti skozi brez bolečin, ne more, to pusti posledice in to hude. Ampak on ne čuti, on je vesel. Kaj delamo, kaj delajo naše umske strukture in kakšne mehanizme smo razvili za preživetje eni in drugi. In drži tole, pijanec doma ženo pretepa in potem, če jo en teden ne, žena reče, me nima rad, ker me že en teden ni pretepal. Ker enostavno je ta igra tanga tako prefinjena in tako močna in te travme zadnje, ki jih imamo spravljene, ki smo jih zatajili, ki nismo želeli čutiti bolečine, so tako gromozanske, da se dejansko je težko dotakniti tega. Jaz sem te stvari začenjala videvati že v svojem družinskem drevesu. Sem videla, da jaz sem že, jaz sem bila jaz sem majčkeno drugačna. In jaz sem imela majčkeno narcizma, majčkeno empatizma in skratka, v nekem trenutku sem očitno počila, ker jaz namreč, moja stara mama, skrajna empatinja, ona je požrla vse. Ona ti ni rekla bu, ne mu, niti te ni pogledala, vse je požrla. Ona je rodila skrajno narcisko, to je moja mami, ki je imela potem svojo prvo hčerko, mojo polsestro, ki je odraščala pri stari mami, empatini in zaradi bolečine, še zapustitve svoje lastne mami, ratala tak narcis, ona je največji narcis v naši družini. Ona je ratala, jaz kaj tazga še nisem videla, okej? In po tej poti so šle vse potem tudi moje, polnečakinje, polnečaki, karkoli so bili, jaz itak nimam benga stika, ker mi itak nihče nikoli maral, prav sem bila črna ovčka. In jaz sem in ko sem potem gledala te ljudi, njihovo obnašanje, meni je bilo to nekaj, jaz sem celo otroštvo odraščala s takimi očmi, prosim. In jaz sem nekako v to življenje prinesla neko zdravo logiko, jaz sem nekako skozi vedela, kaj je prav pa kaj ni prav, karkoli me je noter dajalo. In jaz se spomnim, ker jaz sem odraščala, na primer, prva 4 leta pri stari mami, zdaj vemo, stara mama je vzgajala narcise, jaz se spomnim, ona je z mene zvabljala bes. Jaz sem bila sposobna nanjo kričati in jaz se že takrat spraševala, pa saj ženska mi ni nič naredila, kaj pa to je? In skratka, s svojimi lastnimi stvarmi, ki jih imamo noter, mi pri drugemu izvabljamo tudi te reakcije, okej? Tako da niso tukaj zdaj samo narcisi, tudi mi imamo neke stvari, ki pri teh ljudeh očitno tudi nekaj izvablja ven, pri meni definitivno je. In potem pa me je vzela pri 4 letih mami, potem pa je bilo, žuganje, potem je šlo pa v drugo skrajnost. In jaz sem očitno imela nekako oboje in sem sposobna bila v nekem trenutku počiti in videti oboje. In jaz sem sposobna tudi nekako videti in se vstaviti v narcisa. Da pa noben noče pomoči, kako sem pa to videla. Jaz že kot mala sem bila precej drugačna. Jaz nisem bila v kotu in nisem jokala. In ko je tale moja polsestra prišla do stare mame in če ji ni dala tistega, ker je hotela, ona je pretepla. Ona jo je pretepla. Fizično pretepla. In ko sem jaz začela malo odraščati, sem imela 6 let in jaz sem stopila med njo, jaz sem te stvari rešila, ker to ni prav. Jaz sem te stvari rešila. In sem začela ščititi staro mamo
In se spomnim, takrat pol sestra je bila 11 let starejša, kaj jaz, ne, jaz sem bila takrat res pika mala. Ona me ne prime, me nalima na steno, jaz sem se prilimala kot Tom in Jerry na steno, jaz sem si zvila gleženj. No, in oni dve sta se pač zruvali naprej, a ne, in stara mama ne bu ne mu, sicer je poskrbela zame, poskrbela je za moj gleženj, vendar ona ni nič naredila. In tudi v prihodnje, ko sem jaz prihajala k njej, ko sem jaz videla, da ona dejansko njo zagovarja. Meni je v bistvu pač pustila, a ne, jaz kako da več ne obstajam, ampak ona je njo začela zagovarjati. In si jaz videla, da v bistvu nihče noče pomoči. Narcisi sploh ne, stara mama tudi ne. Sem rekla, pa kaj je to? Kaj lahko narediš? Odmakneš se in rečeš družinski teater. Jaz sem dejansko videla svoj družinski teater. Videla sem oder, videla sem, kaj se grejo in sem rekla, ok, jaz tukaj nočem sodelovati. In te stvari iste sem videla v službi pri sodelavcih. Ko sem se postavila na stran koga, ki je res utrpel kakšno škodo. 7:05. Ok. Še 10 minut. Ok. In sem videla, da se pač potem postavi v bistvu na stran tistega, ki ga izkorišča, sem rekla, ok, to je to, gremo svojo pot. Evo, tole lahko, a ne? Who's the guy in the closet? Excuse me? That's right, sometimes you forget I'm a detective. There's all this steam in the shower like somebody was just in there. Only your hair's dry, so it must be somebody else we're talking about. The male somebody, because the toilet seat's up. Since he's not under the bed, I figured you must have stuck him in the closet when you heard my key hit the lock a day early. So, who's the guy in the closet? Jesus Christ, nothing changes. You're still a lunatic. Gonna tell me who it is? You want me to open the closet, Joe? I'll do it, okay? And then we'll both know that you're a fucking psycho. Is that what you want, huh? No. Thank you. The door stays shut. What I'm gonna do is count to 3. And then I'm gonna put a bullet in that door. You can stop me anytime by telling the truth. 1. Call your shrink, Joe. Call him and tell him that you're fucking losing it. The truth is a beautiful thing. 2. How dare you come into this house and pull this shit? No! Look, Joe, keeping it warm for me, Mike? Easy. Don't do nothing dumb. How was she? On your finger scale, how was my wife? Evo, do konca si psycho, si lunatik in jaz sem v življenju dostikrat slišala besedo, pa ti si kot detektiv, zaznavaš vse. Ja, ok, zaznavam vse, ampak zdaj, kaj bom pa s tem naredila? In zdaj, ko enkrat lahko postanemo tako mirni v sebi, kakor je pač bil detektiv, si upaš iti do konca, upaš zaupati sebi in potem narcis izgubi moč. In ja, resnica osvobaja. Za empata je tak odnos zelo težko prekiniti, pa ali traja en teden, 1 leto, 20 let, težko je gledati, ker v takih odnosih večinoma stvari ostajajo nekako v zraku. Narcis definitivno ne prizna ničesar, tudi če vidiš na svoje lastne oči, pred tabo flirta z drugimi, ti moraš biti tako močen, da rečeš ne. In zakaj empat tega ne more narediti? Znotraj smo polni dvomov, nekih pričakovanj, potreba po biti ljubljen. Jaz temu rečem people pleaserji. Skratka, rabiš ugajati, ker rabiš ljubezen. In empati, mi bi vse neki na lepo. On te tepe, ti bi pa še vedno neki lepo. Ne moreš mu nič grdega narediti. Mislim, ne rabiš mu nič grdega narediti, no. Lahko pa rečeš zelo odločno ne. In mehanizmi empata, še posebej večno upanje, mislim, to so res norosti, ki izhajajo iz svoje notranje bolečine in potem te še lovi na tvoji nepotrpežljivosti in si res gotov. In zdaj te stvari ne grejo, ne da se jih reševati z umom. Jaz sem v zadnjem času dostikrat slišala, ok, bom prebral knjigo, ni dovolj, treba je imeti, tukaj smo, ker imamo praktično izkušnjo. Treba je začeti resno gledati vase. In samo z srcem, samo z svojim notranjim prostorom lahko vidiš svoje umske zablode, ki smo si jih naredili skozi evolucijo
in do kamer je družba danes prišla. Pomembno sicer je potem, da se teh ljudi začenjaš ne bati in ko enkrat veš te stvari, jih lahko zelo dobro pritisneš ob zid in vidiš, kako so v bistvu bogi. Ti ljudje so bogi. Okay? Čeprav niso bogi, kaj počnejo, ampak kot duše, zadaj s svojimi strukturami, ki so si zgradili tako močne ledenike, so dejansko zadaj božčki, prestrašeni, počutijo se zapuščene. Okay? In dokler ti ne začneš dojemati pri sebi, kaj se dogaja na podlagi izkušenj, ponovitev, zrelosti, znanja, pravega časa, poguma in predanosti tej poti, ti pač iz tega ne moreš izstopiti. In ko uspeš pogledati dejansko stanje in si priznati, da počneš norosti, potem je čas da lahko začenjaš hoditi v drugo smer. Skratka, prepoznavati je treba začeti sebe, svoje notranje polje, mehanizem funkcioniranja in prepoznavanje razliko med umom in to, kar smo mi, med strukturami in kar mi dejansko smo. In da vse nekako pride in gre in ti, če si dovoliš čutiti, biti vse, gledati svojo bolečino, strah, ostajati s tem in vidiš, da v bistvu še takšna velika bolečina nekako gre enkrat, no, in ti preživiš. Meni marsikdo reče, joj, ti si močna, da si veliko upam. Glejte, ne, jaz samo druge izbire nisem imela. Imela sem, lahko bi ostala na cesti zapita, pa nekako mi notranje vodstvo tega ni dovolilo. In nekako potem moraš priti do tega, do spoznavanja ljubezni do sebe. Mislim, zdaj jaz sem si celo življenje dobesedno pulila lase, kaj pomeni imeti se rad. Jaz sem googlala, kaj pomeni ljubezen do sebe. Jaz sem spraševala prijateljice, a mi lahko poveš, kaj pomeni, da se imaš rad. Potem reče, ja, delaš to, kar češ. Jaz sem se rekla, ok, se delam to, kar čem, grem joga, delam to, delam ono, delam kar čem. Vendar, dokler ti tega ne dojameš, ti lahko vsi okrog po 1000krat govorijo, rečejo, glej, to pa to, dokler ti ne dojameš s svojim notranjim srcem, ti tega pač ne moreš, ne veš, ne znaš, ne moreš uvideti od znotraj. In edina pot je pot vase, da spregledaš in začneš voziti slalom v tej naši današnji fantastični družbi, ki je takšna z namenom, da se prebudimo in gremo v drugo smer. Jaz na moji spletni strani imam vse namenjeno poti do sebe in tudi poimenovano imam vse terapije in vse pot do sebe in dejansko delam na temu ozaveščanju, prepoznavanju, kaj je in kaj je srce. V spletni trgovini so izredno dobri pripomočki, pripravki dreves. Mene so drevesa zdravila že od malega, tega nisem vedela in do mene so prišli tudi tile pripravki, ki so mi po 2 letih jemanja dejansko pomagala zelo prepoznati, ukrviti en ogromen vzorec mojega življenja, ki bo očitno pomagal tudi mnogim drugim ljudem, kar nisem vedela. Odprta je sicer že tudi Facebook skupina BeHappy.si, narcizem in prebojenje, kjer si bomo lahko dajali medsebojno podporo, znanje in si pomagali tako žrtve kot tisti, ki so že zunaj, ki lahko pri tem prisostvujejo in naredijo veliko za sočloveka. Imela bom podporne skupine v živo in preko Zooma, vodene seanse za dvig zavesti, delavnice, pogovore in tudi transformacijo v podjetjih, tista, ki so že dovolj ozaveščena. Predvsem je poudarek na temi, kdo sem jaz izkustveno, dajmo nehati govoriti, dajmo dejansko učiti s svojim zgledom, kaj mi smo, lahko se pogovarjamo tudi za svojo prisotnostjo. In narava nam pri tem lahko zelo pomaga, kako priti nazaj do sebe. In na retritih bomo imeli tudi umike vase, predvsem z prakso, vse tisto, kar sem jaz delala v življenju, celo življenje, ker sem se zdravila v svojem notranjem prostoru, kako do tega priti in kako začeti prepoznavati kaj nam dela in kaj hudega nam v bistvu je dela vsak dan. In evo, moj poziv, začnimo živeti srca. Evo, tako da hvala lepa za vašo prisotnost. Evo, to misel sem pa že zadnjič povedala, jaz, ko sem napisala knjigo, potem na koncu sem videla, ko uvidiš ene stvari, lahko res rečeš,
da življenje sicer lahko vidiš kot tragedijo, ampak na koncu morda ugotoviš, da si pravzaprav odigral komedijo. Je pa vmes pa zelo težko priti iz tega ven. Tako da, evo, hvala lepa.